Pozdravljeni v odmevi. Lepo, da se vas je nocoj tukaj zbralo toliko, da se bomo malo pogovorili o tem, kako razumemo Slovenijo danes, kako je z našim domoljubjem, koliko smo dejansko patrioti, kako ga izkazuje država, to domoljubje, do naše Slovenije. Kakšne 40-45 minut bom bolj sama govorila, potem boste pa še nekaj povedali, da se bomo malo bolj pogovarjali. Lani je minilo 20 let, odkar smo odšli iz Jugoslavije. Zakaj smo odšli? Odšli smo zato, ker nam je Jugoslavija postala pretesna. Ker so v Jugoslaviji začeli govoriti o skupnih jedrih v izobraževanju. Ker je Slobodan Milošević začel govoriti o načelu en človek, en glas. Jugoslavija je bila večnarodna skupnost, v kateri smo imeli Slovenci za približno 2 milijona glasov, Makedonci tudi približno 2 milijona glasov, kosovski Albanci tudi toliko, Hrvati pa že 4,5 milijone glasov, Srbi skoraj 10 in Črnogorci pol milijona. Kaj bi pomenilo načelo en človek, en glas v takšni skupni državi za Slovence, si lahko predstavljamo. Videli smo kosovske rudarje, ki so se zaprli v rudniške rove, gladovno stavkali in niso želeli oditi na površje, zato, ker jim je Beograd vzel vso avtonomijo. Slovenci smo se ustrašili, da bo tako počasi tudi pri nas. Želeli smo imeti oblast, ki bi jo zamenjali na vsake 4 leta, ali pa prej, če bi se tako odločili, če bi torej lahko imeli svobodne volitve. V Jugoslaviji jih ni bilo. In še veliko drugih razlogov je, zaradi katerih smo odšli na svoje. In naša pričakovanja so bila velika. Živeli bomo svobodno, nihče nam ne bo narekoval, kako naj živimo, nihče ne bo iz Narodne banke Jugoslavije odnesel dinarjev, ki smo jih vsi skupaj prispevali v to blagajno. Želeli smo si skratka demokracijo, svobodo, več slovenstva. In ko po 20 letih običajno naredijo kakšne ankete in vprašajo ljudi, kako so zdaj zadovoljni s to Slovenijo, je rezultat bolj boren. Če bi jih vprašali, kako je pri nas z domoljubjem, koliko izkazujemo naklonjenost tej svoji državi, ki jo imamo, je rezultat še slabši. Slovenstvo in slovenska država pri nas preprosto ni tema. Ko se pogovarjam z ljudmi, takole na predavanjih, je zadnjič v kraju blizu Ljubljane, v Dobrepolju, nekdo rekel, odpeljal sem sina v trgovino in kupila sva slovensko zastavo, takšno majhno papirnato, in sva šla z njo po Ljubljani. Kako so najo čudno gledali. Če bi imela ameriško, se verjetno noben ne bi obregnil v naju, pač pa bi mislil, da sva bila pač zgolj 2 turista. Slovenska zastava se jim je pa zdela sredi Ljubljane, s katero je fant mahal, majčkeno čudno. Tudi sama, včasih me kolegi novinarji povabijo in lani ob 20-letnici so me, glede na to, da sem pač doktorirala iz teme osamosvojitev Slovenije, in so naredili z mano en daljši intervju za spletni portal nacionalne televizije. Jaz razumem, da me kakšen človek tudi ne mara, ampak potem, ko so se pojavili spletni komentarji, so šli nekako v smeri, dost imamo te osamosvojitve, dost imamo teh tem, to je tema, s katere si samo neka politična elita kuje kapital, naj se spokajo vsi skupaj. Verjetno, če bi bila občutljiva, bi mi takšna stvar privabila še kakšno solzo na obraz, ker pa sem kar trde kože, se za takšne anonimne zapise niti kaj dosti ne oziram in mi niti ne morejo doživela.
Ampak vprašanje je, kako Slovenci čutimo svojo državo, kakšno časti izkazujemo, lahko nocoj pogledamo kar na nekaj nivojih. Kakšno čast in kakšen odnos je vzpostavila država do samo sebe, kakšen odnos je vzpostavila do ljudi, ki so to državo pomagali graditi ali pa so pomembno prispevali k njenemu nastanku, in kaj mi vsi skupaj izkazujemo in na kakšen način do te slovenske države. Eden od lepih dokazov, kako slavimo in častimo našo Slovenijo, so vsakoletne proslave ob dnevu državnosti, torej ob 25. juniju. Če se boste spomnili lanske proslave, bila je na Kongresnem trgu, bila je zelo veličastna, je imela kar nekaj trpkih spoznanj. Recimo leta 1991, ko smo se osamosvajali, je bila zadaj razsvetljena skupščina, bila je rdeča preproga in po tisti rdeči preprogi so ven prišli trije naši predsedniki, gospod Milan Kučan, gospod Lojze Peterle in gospod France Bučar. In človek bi pričakoval lani, ko je bila 20-letnica, da se bodo ti trije gospodje, glede na to, da je kakšen že krepko čez 80 let in da je to mogoče zadnja okrogla obletnica, ki jo še skupaj doživijo, da bomo torej videli neko repliko, da bodo prišli po tisti rdeči preprogi na Kongresni trg in ljudje jim bodo navdušeno zaploskali. Pa tega nismo videli. Pa smo si rekli, no, 27 ministrov je imela tista Peterletova vlada. Morebiti se bodo pa oni sprehodili, saj je bila to vendar izvršna oblast, ki je delala državo. Pa so jih posadili nekako brezimno, sicer v prvi dve vrsti na levem koncu prizorišča, kamera jih kot celote ni pokazala niti enkrat, komentator jih tudi ni omenil. Skratka, sedeli so tam ti ministri Peterletove vlade, ne da bi jih kdo vsaj nagovoril ali pa dejal, to je bila pač tista ekipa, ki je delala to državo. In na koncu, ne nazadnje, vse te odločitve od plebiscitnega zakona, vseh osamosvojitvenih dokumentov so bile izglasovane v skupščini, najbolj širokem telesu, kjer so sedeli vsi od prenoviteljev, liberalcev do Demosovih strank. Pa smo mogoče mislili, no, bo pa vse tistih okoli 200 poslancev smo imeli takrat se sprehodilo tukaj mimo, pa tudi tega ni bilo. Namesto tega smo doživeli eno proslavo, ki bi lahko rekli, da je bila en spektakel. Spektakel, na katerem je bila zapeta ena slovenska pesem. Ena slovenska pesem, vse drugo bi lahko postavili v katerokoli evropsko državo, ob kateremkoli prazniku. Nič na tej prireditvi ni spominjalo na to, da govorimo o 20-letnici slovenskega naroda. Ali je bilo kaj drugače, ko je bilo 19 let Slovenije? Imeli smo prav tako proslavo na trgu pred skupščino, gospodu predsedniku Danilu Türku je škrtalo v zvočnikih, na odru je pa bila postavljena ena komedija, ki sta jo sicer dva znana slovenska komedijanta iz komercialne televizije, pa nimam nič proti komercialni televiziji, da ne bo pomote, postavila na tisti oder in nekako smešila to slovensko birokratsko zaplankanost. Pa je nek gospod, avstralski Slovenec, ki vsako leto pride na te proslave, dejal, da ga je sram, da bi to povedal avstralskim Slovencem, kako mi častimo svojo državo in sami sebe. Dejal je, da v Avstraliji ima vsako društvo Slovencev, ki tam deluje, bolj slovensko, bolj navdihujočo, bolj optimistično proslavo v čast Sloveniji. In če gremo gledati korenine teh naših žalostnih proslav, ugotovimo, da je pravzaprav že prva petletnica leta 1996 bila katastrofalna. Takrat so si sposodili vers Srečka Kosovela, gnoj je zlato in zlato je gnoj. In to je bil moto prve petletnice slovenske države. To je recimo en pokazatelj, kako država slavi svojo lastno bit in svoje Slovence. Drug
pokazatelj je recimo naš odnos do ljudi, ki so pomembno vplivali na to, da imamo danes samostojno Slovenijo. Eden od takih ljudi, ki bomo Slovenci verjetno večno ostali dolžni, je pokojni dr. Jože Pučnik. Ko je dr. Jože Pučnik leta 2003 umrl je pri svojih hčeri v Nemčiji, kmalu po novoletnih praznikih, so se hitro začele razprave, zakaj bi pa imeli žalno sejo za doktorjem Jožetom Pučnikom, da bi to bil presedan, češ da tega ne potrebujemo. Pobuda je bila dana, naj se Državni zbor skratka pokloni doktorju Jožetu Pučniku za žalno sejo. Če ne bi takrat Borut Pahor za tistim kladivcem, ki si ga je omislil zameriti tišino v dvorani, močno udaril s kladivom predvsem po svoji politični opciji, se razumemo, se slovensko parlamentarno telo od doktorja Jožeta Pučnika ne bi poslovilo in mu ne bi dalo zadnjega poklona. Glede na vaše obraze in na vašo starost sklepam, da dobro veste, kdo je bil Jože Pučnik, ampak če samo na kratko obudimo. Dr. Jože Pučnik je bil konec 60-ih let obsojen na 9-letno ječo. Zato, ker je napisal članke, ki oblasti niso bili všeč. Po 5 letih so ga pogojno izpustili. Ko je prišel ven, je v roku 3 mesecev napisal nov članek, govoril je o katastrofalni politiki do slovenskega kmeta, na kar so ga za 2 leti zaprli znova. V tistem času, ko je bil zunaj, je spoznal dekle, zanosila je in prosil je zaporniško upravo na Dobu, da bi se smel z njo poročiti. Pa so mu rekli, naj počaka s poroko tako dolgo, da se razčisti, kakšna bo njegova usoda. Zato njegovo nosečo deklico se je v njegovem imenu poročil potem njegov brat, dr. Jože Pučnik, oziroma Jože Pučnik je pa sedel v zaporu. Ko je prišel ven, glede na to, da je bil diplomiran sociolog, so mu povedali, da kruha zanj ni. Odšel je v Nemčijo in v Hamburgu prenašal žaklje v pristanišču. Prosil je jugoslovansko državo, da mu pošlje potrdilo o diplomi, da bi lahko vsaj nekatere izpite uveljavljal tudi v nemščini. Pa mu tega potrdila niso poslali, ne na prvo, ne na drugo prošnjo. Ko je Jože Pučnik v Nemčiji diplomiral še enkrat in nato doktoriral in postal profesor na univerzi v Lüneburgu, se je ta diploma našla. Pravzaprav takrat, ko je ni več potreboval. Ko so mu vrnili potni list in se je lahko začel vračati v Slovenijo, so ga prve poti vodile do spomenke in Tineta Hribarja, s katerima je prijateljeval v Tomišlju. Z vsem, kar se je dogajalo v Sloveniji, je želel biti seznanjen. Ko je nastajala nova revija, je bil zraven. Ko je bilo treba napisati v 57. številko nove revije članek in se spet izpostaviti, ga je napisal tudi dr. Jože Pučnik. Poanta je bila, dokler bomo imeli samo eno partijo in ne več strank, nam ni rešitve. To je treba spremeniti. Leta 87. Ko je bilo treba narediti stranke, je bil spet zraven. Ko je bilo treba prevzeti predsednikovanje tej združeni opoziciji pod imenom Demos, se je spet izpostavil dr. Jože Pučnik. Ko je bilo treba iti v volilno kampanjo in jasno povedati, kaj hočemo, je hodil po mestih in vaseh in ponavljal tisto, kar je bilo sporočeno v Majniški deklaraciji. Hočemo suvereno in samostojno slovensko državo. Tvegal je in se je podpisal kot lepak Demos za slovensko vojsko, ker je dejal, da je dosti krst, ki prihajajo iz jugoslovanske ljudske armade in v njih so slovenski fanti. Čas je, da se slovenskim fantom poveljuje v slovenskem jeziku. Takoj se je oglasila armada in spet je dobil ovadbo.
hvala Bogu, je bila ovadba zavrnjena. Ker je bilo že pozno in ker se noben ni upal tvegati političnega boja z Milanom Kučanom, se je spet v to bitko podal dr. Jože Pučnik. Ob neki priložnosti sem govorila z njegovo ženo, kakšno leto je bilo po njegovi smrti, in mi je povedala naslednje. Vse sva imela. Jože se je upokojil, prestal je operacijo na srcu, dobil 4 bypasse, dolgove od hiše sva skorajda odplačala. Ampak, ko je bilo treba v Sloveniji postaviti demokracijo in stranke, je Jože vzel kufer, pustil mene tukaj in odšel. To je bil njen oris tega, kako je Jože Pučnik čutil Slovenijo. Pa če gremo naprej. Za prvomajske praznike, mesec dni po volitvah, ko je Demos zmagal, so se dobili pri Francetu Bučarju v Bohinju in se dogovorili, da bomo imeli konec leta plebiscit. Temu so takrat rekli referendum, ker so mislili, da se bomo osamosvojili na tak način, da bo skupščina sprejela novo slovensko ustavo, v kateri bo pisalo, da je to ustava samostojne slovenske države. In potem bomo to ustavo ljudje potrdili na referendumu. Ko se je izkazalo, da se z ustavo stvari jeseni leta 90 niso premaknile nikamor, ker je bilo nanjo več dopolnil, kot je imela členov, je spet potegnil dr. Jože Pučnik. V Poljčah navdušil Demosov poslanski klub, gremo v plebiscit z jasnim vprašanjem, ali ste za to, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Ker je datum plebiscita 23. december prehitro povedal v javnosti, jih je slišal od svojih, najprej od svojih, potem pa šel v opozicijo. Ampak vzdržal je tistih 14 dni, da so se strasti pomirile in Slovenci smo 23. decembra odšli na plebiscit in v 88% glasovali za samostojno državo. Potem je februarja leta 1991 spet priganjal. Vrata se zapirajo, čas nam beži, mi moramo ven iz Jugoslavije. Nadaljevanje poznate, junija smo se osamosvojili. Dr. Jože Pučnik je še 4 leta deloval kot poslanec, potem se je pa umaknil, ker je bil prepričan, da je čas, da drugi, mlajši, z več energije prevzamejo mesta v slovenski politiki. To je bil njegov prispevek k slovenski demokraciji in k slovenski državi. In, kot je bilo malo prej rečeno, dogajanje leta 2003 ob njegovi smrti, ko se je dvomilo v to, zakaj bi se mu naj sploh poklonili in se od njega poslovili, kaže tudi nekako na to, kakšen odnos znamo vzpostaviti do ljudi, ki živijo z nami, ki so naši sopotniki in ki so nekaj prispevali k tej naši skupnosti. In teh dogodkov, ko pravzaprav sopotniki nismo znali najbolje in jim izkazovati časti, je v naši zgodovini kar veliko, da ne rečem začenši z našim Francetom Prešernom, ki je tisto svojo advokaturo v Kranju dobil ravno 2 leti pred smrtjo, ko je bilo že za vse prepozno in ko ga je srčna vodenika pravzaprav že povsem izčrpala. To je druga plat medalje našega odnosa do domovine, do ljudi, do države. Tretja plat, ki pa zmerom pride na površje, pa je, kaj pa jaz naredim za to državo. Kako pa jaz izkazujem to, da sem Slovenec. In glede na to, da sem poleg svojega poklica tudi gospodinja, mi čist nič drugega ne pade na pamet kot to, da pogledam, kaj dajem v košaro. Zakaj? Lani sem srečala slovenskega nekdanjega ministra za kmetijstvo, dr. Jožeta Ostrca, ki mi je povedal naslednje. Ko smo Slovenci odhajali na svojo pot, sem veliko potoval po srednji Evropi. In Švicarji so mi povedali naslednje. Nič vam ne pomaga vojaška moč, če niste kot narod samooskrbni. Kar pomeni, če glavnine tega, kar pojeste, kar rabite, ne pridelate v Sloveniji doma, sami. Osnovni pogoj za to je približno 80% tega,
kar potrebujete, morate pridelati doma. To je vaša največja varnost in s tem izkazujete, da ste neodvisni od drugih držav. In ko smo odhajali iz Socialistične federativne republike Jugoslavije, smo imeli 80% samooskrbo. Torej, 80% tistega, kar smo potrebovali, smo pridelali doma. Danes smo okoli 65% samooskrbni. Pri nekaterih izdelkih, recimo prašičereji, smo padli pod 50%. Pa seveda stvar ne bi bila tako pomembna, če se ne bi spet spomnili na to, kako varni smo Slovenci. Če nam recimo v Evropski uniji povedo, da imamo sladkorja preveč, mi nemudoma zapremo tovarne sladkorja v Prekmurju. Če pravijo, da imamo vina preveč, pustimo grozde ali pa kar na trtah ali pa sečemo vinograde. Slovenci smo namreč po stopnji samooskrbe s hrano v Evropi zadnji. Skupaj s Finci smo zadnji po količini kmetijske zemlje na prebivalca. Smo pa prvi po kvadratnih metrih trgovin. Zakaj je to pomembno? Velikokrat slišimo o energentih, kako drago bomo plačevali elektriko, olje in ostale stvari. Kaj če se zlomi na finančnih trgih, če se zlomi na trgih z naftnimi derivati? In če bomo Slovenci toliko samooskrbni, kot smo zdaj, od koga bomo odvisni? Kdo nas bo oskrboval? Kdo nam bo pomagal? Ali bodo tiste države najprej poskrbele zase in če bo kaj ostalo, more biti še za nas. Zato se mi to vprašanje samooskrbe Slovencev s hrano zdi pravzaprav tako zelo pomembno. In zato tudi vedno pazim, kaj dam v košaro. Ko se mi je še ljubilo, sem velikokrat napisala tudi kakšen protest kakšnemu trgovcu, recimo v Mercatorju, ki mi že kar nekaj časa ponujajo kitajski česen. Pa jih sprašujem, zakaj ne morejo najti slovenskega kmeta, ki bi Mercator oskrboval za slovenskim česnom. Naj mi vsej ponudijo ta slovenski česen. Morebiti bo 50 centov dražji, ampak naj mi ga ponudijo, da se lahko odločim med kitajskim in slovenskim česnom. Pa še kakšnega avstrijskega zraven, da bom vsaj imela možnost izbire. Jaz se zavedam, da je včasih slovenska stvar dražja. Zavedam pa se tudi tega pomena samooskrbe in samopreskrbe Slovencev s hrano. Kajti vprašanje varnosti ni samo to, kot nam velikokrat govorijo, koliko vojakov bomo imeli, vprašanje slovenske suverenosti je tudi še kaj drugega. Eno od teh stvari sem probala navesti. Lani novembra je Angela Merkel dejala, nemška kanclerka, da se je Evropa znašla v največji krizi po drugi svetovni vojni. Nemčija seveda ne pomaga Grčiji zato, ker bi posebej ljubila Grke, ampak zato, ker rešuje svoje banke, ki so v Grčiji na veliko investirali. In teh finančnih tokov je v Evropi veliko. Omenjajo se nekatere države, ki naj bi Grčiji sledile. Nihče danes ne zna napovedati, kdaj se bo ta kriza končala. Nekateri ekonomisti pravijo, da se bomo morali nanjo navaditi. Da te krize še ne bo tako kmalu konec, ker smo vsi živeli na up. Ker smo vsi vzeli preprosto kreditne pole in obremenili svoje dohodke do tretjine svoje plače. In ta zlom na finančnih trgih se lahko zgodi. Kje bomo takrat pristali Slovenci, je verjetno, to vejo tisti, ki znajo bolje napovedovati prihodnost. Meni pa se zastavlja vprašanje, kako smo Slovenci danes povezani. Če imamo ljudi, ki bi nas v takih kriznih časih kot narod znali nagovoriti in nam pomagali prebroditi to, kar nas čaka. Glede na znano slovensko pravilo, kako nas politika deli, da pravzaprav težko najdete danes v Sloveniji politika, ki bi rekli, da sega čez,
da ni ne levi, ne desni, ampak da ga spoštuje večina volilnega telesa, se mi zdi, da bi med politiki pravzaprav težko našli takšne ljudi. Pa vi povejte, kdo je danes tisti Slovenec, ki lahko nagovori vas, vašega soseda, nekoga, ki drugače razmišlja od vas, ki ga Slovenci spoštujemo, poznamo, da bi nam znal kdaj kaj povedati in da bi te stvari tudi razumeli, če bi prišlo do krize. Imamo recimo 5 takšnih stebrov, ki jim pravzaprav vsi zaupamo. Jih imamo? Imamo enega kmeta v Zmincu pri Škofji Loki, gospoda Ivana Omana, ki je tak ljudski človek in ki se je praviloma v zgodovini znal prav obrniti. Velikokrat reče, ko kruh poide, pa pamet pride. S takimi ljudskimi pregovori nas zna navdušiti. Je že krepko čez 80 let, je mogoče on eden od takih. Je mogoče takšen človek Ivo Boscarol, ki zdaj se svojim pipistrelom navdušuje industrialce po Evropi in svetu. Je mogoče takšen človek predsednik etične komisije, dr. Jože Trontelj. Se še spomnite koga takšnega, ki seže čez, ki zmore potegniti za seboj več ljudi? Kako je danes s slovenskimi škofi, z vrhom Rimokatoliške cerkve? Ali se je ta kriza kaj prijela tudi njih in so nekaj zaupanja vendarle izgubili? Ali še znajo nagovoriti vse nas, še zmorejo potegniti veliko večino za sabo? Pa se mi zdi, da je to vprašanje pomembno. Kdo so tisti ljudje med nami, ki nas povezujejo, ki bi nam znali povedati stvari, če bi prišlo do teh zlomov? Ko gledam vaše obraze in ste v glavnem ljudje, ki se spomnite tega obdobja odhoda iz Jugoslavije, nastanka slovenske države in imate nek svoj spomin, vrstijo se vam slike, veste približno, kdo je bil kdo. Ko danes vprašate gimnazijce, kaj vedo o teh stvareh, je rezultat zelo boren. Na koncu 4-letnega študijskega programa, junija, ko se že vsi pripravljajo na maturo oziroma konec maja, imajo nastanku slovenske države posvečeni 2 šolski uri. Samo 2. Vprašanje, ali je to dovolj in zakaj ravno na koncu, ko jih te stvari ne zanimajo več, ker kot ugotavljamo, se jih zanima matura. Lani so ob 20-letnici slovenske države naredili med dijaki eno dost referenčno in strokovno anketo po celi Sloveniji. Rezultati te ankete so bili izredno slabi. Pa da ne bo pomote, niso jih spraševali, kjer naj bi učenci napisali odgovor, ampak so jim dali možnost, da obkrožijo pravilni odgovor, kar je seveda lažje. Ko so jih najprej vprašali, ali vas osamosvojitev Slovenije kot tema pri zgodovini zanima, so povedali, več kot polovica jih je rekla, da jih zanima malo ali pa nič. Ko so jih vprašali, kakšno je njihovo znanje, koliko vedo o tem, zakaj smo Slovenci dobili svojo državo in kako, naj si sami dajo oceno, koliko mislijo, da vedo, so si dali povprečno oceno 2,5. Na vprašanje, kdaj smo imeli prve demokratične volitve, jih je kar 40% obkrožilo, da ne ve. Samo 11% jih je vedelo, da smo imeli prve demokratične večstrankarske volitve aprila leta 1990. Ko so jih povprašali, katera pa je bila tista politična skupina, ki je osnovala vlado in izpeljala osamosvojitev, jih je 57% odgovorilo, da ne vedo, 20% jih je menilo, da je bila to Socialistična zveza delovnega ljudstva, na 3. mestu pa se je znašel Demos. To
tovrstne ankete in takšni izidi seveda narekujejo vsem vam, da svojim otrokom, svojim vnukom, prvi učitelji na temo slovenske države, kako je nastala, zakaj je nastala, postanete vi. Za svojo izkušnjo, za svojim spominom, s tem, kako je vam ostala v spominu tista 10-dnevna agresija, da ne bo nekoč obveljalo, da vse tisto tako ali tako ni bilo nič, zgolj operetna vojna, kot je nekoč dejal Franjo Tudžman. Da ste skratka vi njihovi prvi učitelji. Mogoče bo kmalu napočil čas, ko se bodo spremenili tudi naši učbeniki in bo osamosvojitev in nastanek slovenske države nekje na začetku učnega programa, s kakšnimi urami več, ne pa na koncu našega programa. Kot veste, je zgodovina za srednje šolce pač kronološko napisana, gre od pamtiveka pa do danes in tako pač pride na konec. Ker ni čisto res, da mladi do tega ne kažejo nobenega zanimanja. Lani ob 20-letnici se je prvič ponudila priložnost, da bi dijaki na maturi pri zgodovini pisali tudi vprašanja o osamosvojitvi Slovenije. To je bilo v 20 letih torej prvič, da je obstajala verjetnost, da bi to lahko bila tema. Pa so me poklicali kar na nekaj srednjih šol, da sem dijakom v 2 šolskih urah predstavila nekaj zgodb o tej zadevi. Moram reči, da so bili navdušeni, nekateri so si pisali, nekaterim se vse skupaj zdelo smešno, nekateri so delali wow. Kakšen je bil rezultat na maturi, ne vem. Ampak zdelo se mi je, da če jim je stvar predstavljena bolj z vidika zgodb, ne pa posebnega naštevanja, da se jim je zdelo vse skupaj zelo zanimivo. Najbolj seveda vojna, ker to so mogli takoj vedeti, kdo je bil kje, kdo pa koliko smo jih mi ustrelili, pa koliko so jih drugi ustrelili. To očitno pride iz teh igric na internetu, ampak vendarle, če se jim teme znajo približati, tudi veliko filmov, veliko prispevkov lahko najdejo na spletu o tej temi, mislim, da bi jih lahko zanimirali in jim predstavili to tudi širše, tako da bojo vse stvari razumeli in vedeli, kako so. Najbolj jih zmeraj navduši zgodba o slovenski zastavi, ki je ena od lepših, kar zadeva slovensko osamosvojitev, ker verjetno se boste spomnili, da se je z novo slovensko zastavo mečkalo vse do zadnjega. Vse je že bilo, samo kakšno zastavo bomo imeli, se še ni vedelo. Šele 24. junija, torej dan pred osamosvojitvijo in 2 dni pred tisto prvo veliko proslavo, ko smo jo imeli, je slovenska skupščina sprejela dopolnilo, v kateri je določila, kakšna bo nova slovenska zastava. In Jelko Kacin, takratni minister za informiranje, je poslal kar helikopter v Nemčijo, v Köln, da bi pripeljal blago za to slovensko zastavo, ki se bo razvila na trgu, ker to mora biti pa nekaj posebnega. Ko so jo dali zašit v šivalnico Mihe Kutina in so jo potem 26. junija na večer na generalko prinesli na tisti prostor na trgu pred skupščino, so zastavo razgrnili in so ugotovili, da je grb namesto ob začetku zastave prišit na konec zastave. In potem je nastala v 6. uri zvečer vse splošna panika, kaj bomo naredili pa zdaj. Ali naj ob osamosvojitveni proslavi dvignemo na drog napačno zastavo celemu svetu in sami sebi v posmeh, in ali imamo sploh še kakšno drugo možnost. Ali naj na osamosvojitveni proslavi Slovenije sploh ne dvignemo nove slovenske zastave. Pa se je od nekod našel smučar Boris Strel in je rekel, jaz imam pa tudi v Kuferamu slovensko zastavo, sem si jo dal narediti in to še iz enih jader, ki so posebej močna, ki sem jih dobil na Bledu v Zahi, bom šel jaz po tisto zastavo, ki sem jo dal sam narediti. In tako je nekaj čez 7 uro zvečer Boris Strel prinesel tisto zastavo, prireditev se je začela ob 3:45, torej 20:45. Ko jo je prinesel, so ugotovili seveda, da zastava nima nobenih sponk, s
katerimi bi jo pripeli na vrv in jo potegnili na drog, in potem so od tiste napačno sešite zastave hitro potrgali sponke in jih v skupščini ročno šivali na Strelovo zastavo. In potem se je ob 3:45 uri zvečer ta prireditev začela. Milan Kučan, France Bučar, Lojze Peterle so prišli po rdeči preprogi iz skupščine. Milan Kučan je odšel k častni četi, Anton Krkovič mu je z sabljo salutiral, Milan Kučan je pogledal to častno četo, potem se je pa na enem starem drogu pred skupščino začela spuščati stara slovenska zastava, tista z zvezdo, in na ta velik drog, obsijana z vsemi reflektorji, se je pripenjala nova slovenska zastava. Zaigrala je slovenska himna, ljudje so navdušeno ploskali, petarde so pokale in tista zastava se je začela dvigati po drogu navzgor. In potem se je nekdo vendarle spomnil in vprašal, ali je kdo izmeril to zastavo, da ne bo daljša od droga. Vsem je postalo tesno pri srcu, ker izmeril da ni nihče, saj ni bilo časa. In na to so vlekli in vlekli in vlekli zastavo in nihče ni vedel, a se bo pravi čas končal. Če gledate takratni posnetek, boste ugotovili, da se je kamera vedno držala vrha zastave. Nikoli ni pokazala zastavo celotno in šele ko je zapihal veter in se je zastava stegnila in razvila, je bilo jasno, da je bila čisto dovolj dolga in nič predolga in da so ostali še kakšni 3 metri do dna in je lepo zaplapolala. In tista prireditev ob nastanku slovenske države se je zapisala v naš spomin tako dobro, da še do danes vse pobude o tem, da bi zamenjali slovensko zastavo in jo spremenili, ker menda ne ustreza heraldičnim in drugim kriterijem. Vse ti poskusi do danes niso bili uspešni in imamo takšno zastavo, kot jo imamo, samo obešamo jih bolj redko. Nam mora ostati v spominu, da smo leta 1991 kot 2-milijonski narod dobili svojo državo. Imamo Tibetance, ki jih je prav tako 2 milijona, ki so duhovno milijonkrat bolj povezani kot mi, pa jim do danes ni uspelo dobiti svoje države. Imamo Baske, Katalonce, Korzičane, ki so ekonomsko močni, uspešni, trdni, pa do danes niso dobili svoje države. Slovencev, ki smo se takrat ob plebiscitu hvalili, da imamo samo 4 milijone pridnih rok, pa je to uspelo. Pošli smo na plebiscit in za 88,5% glasovali za to, da imamo samostojno in neodvisno državo. In to odločitev, ki smo jo takrat pravzaprav v tako veliki količini in v tako veliki meri izkazali, bi morali obdržati ne samo za nas, ampak tudi za tiste, ki prihajajo. Zato še enkrat, prvi vzgojitelji in učitelji smo mi. Potem bomo pa pričakovali še od drugih, da bodo izpolnili svojo nalogo v domoljubju in v odnosu do države. Hvala.